Verjetno bi mislili, da bi se večina žensk počutila nelagodno ob misli, da posiljevalce izpuščajo iz zaporov in se sprehajajo po ulicah, kaj ne? Izkazalo se je, da ta liberalna bedakinja dejansko misli, da je ukinitev zaporov pomembnejša od varnosti žensk. Mislim, Nick Shelley je pri tem res dobro opravil svoje delo. In zato nisem prepričana, kaj zapori pravzaprav prinašajo naši družbi. Kaj pa ti misliš? Jaz pa sem. Slabe ljudi držijo stran od dobrih ljudi. Pomisli na pravico. In potem Nick reče: kaj pa misliš o vzponu komunizma? To bi mi bilo težko odgovoriti, če nimava skupne definicije komunizma. Ja, naprimer, tukaj v New Yorku trenutno zamrznejo najemnine. Želijo Medicare za vse, to pomeni brezplačno zdravstveno zavarovanje. Želijo obdavčiti bogate in prerasporediti bogastvo. Do Dorman domi, on si tudi želi, da bi izpustili zapornike. Poskuša se znebiti Rikers Islanda in ukiniti zasebno lastnino. Vse te stvari se, če si neumen, slišijo kar prijetno. Ampak ne pozabi, vse je v znamčenju, kaj ne? Je kot, ja, zamrznite najemnino in ukinite zasebno lastnino ter izpustite vse ljudi, da bodo vsi svobodni. Če nisi sposoben razmišljati 2 sekundi, se sliši kot, ja, seveda si želimo čudovite družbe, kjer so vsi prijazni in se sprehajajo po ulicah ter živijo v čudovitih domovih. Ampak družba v resnici ne deluje tako, vi neumneži. V nekaterih primerih tudi. Hvala za to definicijo, na to gledam precej pozitivno. To mi je precej blizu. O tem res ne morem govoriti. O podrobnostih, ampak mislim, da sem precej za komunizem. Sem za to, da so stvari dostopne, sem precej za odpravo zaporov. Kako ti je lahko všeč odprava zaporov? No, sistem kriminalitete je zelo čuden način ravnanja z ljudmi nasploh. Ali vidiš, da ti ljudje sploh nimajo sposobnosti izreči smiselnih stavkov? Tako izskrbi dobesedno vse, kar govorijo, da govorijo. V teh nejasnih stavkih, kot naprimer, kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo z našimi ljudmi? In poleg tega, zakaj si nočeš postriči las? In stvari, ki nas kot vrsto sploh ne zanimajo, kot je ohranjanje tega. Mislim, da je to nekako nazadnjaško. Zato nisem prepričana, kaj zapori dejansko počnejo za našo družbo. Bi radi imeli kriminalce na prostosti? No. Ali želim, da so kriminalci na prostosti? Seveda. To mi je v redu, ker se mi zdi ideja o kriminalcu nekoliko smešna. Aha, ideja o kriminalcu se ti zdi nekoliko smešna. Ti pač hočeš kriminalce. Si ti nor? So ti ljudje nori? Recimo nekdo, ki je posilil žensko, popolnoma. Bi želel, da je tak človek zunaj na ulici? Mislim, da je moj odgovor da, čeprav je to težko reči. Torej, če bi bil posiljen, bi želel, da je tvoj posiljevalec zunaj na ulici? No, pusti me, da dokončam. Ker sem bila posiljena in ta oseba je zunaj na ulici. In nisem prepričana, če je to, da gredo v zapor, rešitev za to, kar se dogaja v njihovem srcu, ali celo v mojem lastnem srcu, kar je prispevalo k tej izkušnji, ki sem jo doživela. Oprosti. Oprosti, oprosti. Oprosti. Nočem, da bi bilo še več ljudi posiljenih, ampak nisem prepričana, da bo odhod v zapor v Združenih državah karkoli spremenil v njihovem načinu delovanja. Morda res ne bi ničesar spremenilo v njihovem načinu delovanja, ampak bi jih vsaj držalo stran od ljudi, kot si ti, in od nekoga, ki je bil posiljen in ve, da ga ta oseba lahko kadarkoli znova posili, ker je na prostosti. Mislim, halo? Da bi se naslednjič odločili drugače. Torej, pod okriljem DSE, Demokratičnih socialistov Amerike, si dejansko želijo zmanjšati financiranje policije in ukiniti zapore. Pravzaprav je Zora Mandami gledala svetovno prvenstvo skupaj z zaporniki na otoku Rikers. Ta gospa si, kot je sama rekla, želi, da so kar na ulici. Malo je noro. Malo noro. To je izjemno noro. Tukaj so podatki. Poglejmo neposredno to žensko, ki je socialistka in pravi, da je dejansko za komunizem ter si želi, da bi ukinili zapore in policijo. To je tisto, kar DSA javno podpira. Podpirajo ukinitev zaporov in policije kot dolgoročni cilj. Njihov uradni program navaja ukrepe, kot so demilitarizacija policijskih oddelkov, zmanjšanje moči policijskih sindikatov in preusmeritev sredstev v javne storitve, kot korake k popolni ukinitvi policije in zaporniškega sistema, ki ščiti bogate in zapira revne. Seveda gre za to, da so bogati zaščiteni, revni pa zaprti, ker točno tako to deluje. In ne tako, da so zaprti tisti, ki so kriminalci, in ne tisti, ki niso. Kakšna neumna delitev. Ampak še pomembneje, kaj si želijo? Želijo biti v položaju, kjer jih nihče ne more ustaviti, ko začnejo delovati nezakonito. To je pravi cilj tukaj. Če ni policije, potem nastane diktatura. Kdo te bo ustavil, da ne postaneš diktator?
Nihče. Če si vzel vsem orožje, kdo te bo ustavil? Nihče. Če si vzel vse, kdo te bo ustavil? Nihče te ne more ustaviti. Tako imaš vse te stvari označene kot neko genialno ideologijo varnosti in ljubezni. V resnici pa gre le za totalitarni ekstremizem, da si nikoli ne moreš zagotoviti lastne zaščite. In ona želi, da so celo ljudje, ki so zagrešili posilstvo, zunaj, na ulicah, skupaj s tabo. Noro. In to je osrednje poslanstvo demokratičnih socialistov Amerike. In če pogledate to, tukaj jasno piše, da izrecno podpirajo ukinitev zaporov in policije kot dolgoročni cilj. Kaj to pravzaprav pomeni? Zmanjševanje financiranja policije z vračanjem povečanja proračuna, končanje kriminalizacije preživetja delavskega razreda. Tukaj ne bere. Vsakoletno zmanjševanje proračunov proti ničli. V redu. Kar pomeni, da brezdomce spustijo na ulice in jim dovolijo, da počnejo, kar hočejo. Svoboda za vse zaprte ljudi. Poskusi to dojeti, to je noro. Vsi zaprti ljudje. V redu. Ne govoriš samo o nekem naključnem tipu, ki je pred leti nekaj ukradel. Ne. Govoriš o vodjih tolp. Govoriš o teroristih. Govoriš o ljudeh, ki so izvedli napade 11. septembra. Govoriš o dobesedno norcih, ki hodijo po tvojih ulicah. In to je del tega, v kar DSA dejansko verjame. Demilitarizacija policije, kar v resnici pomeni ukinitev policije, vlaganje v skupnostno samoupravljanje. In počakaj, da slišiš, kaj to pomeni. Če bodo ukinili zapore in policijo, kakšni so potem načrti? S čim bodo nadomestili zapore? No, zbore malo. Preprečevanje bo potekalo preko socialnih vlaganj, kar pomeni stanovanja, delovna mesta in skupnostne vire, za katere vsi vemo, da ne delujejo za ljudi, kot so preprodajalci drog, morilci in posiljevalci. In gremo naprej. Imamo skupnostno skrb in samoupravljanje, kar v bistvu pomeni medsebojno pomoč, kar pomeni, da se pogovarjaš z ljudmi in preveriš, kako so. In potem imajo idejo, da bodo preprosto preoblikovali pravosodni sistem. In kako bodo to naredili? S stvarmi, kot je meditacija. Mislim, ti ljudje so resni. Oni so resna grožnja Ameriki. Hočejo komunizem, hočejo ukiniti naše zapore, hočejo se znebiti naše policije. In potem želijo izpustiti vse kriminalce na ulice. Mislim, kdo ni pomislil na to? Vsi bi morali vedeti, da moraš samo meditirati in nehaš biti grozna oseba. Ne potrebuješ terapije, ne potrebuješ zaporov, potrebuješ samo meditacijo in potem boš videl luč. Zakaj nismo na to pomislili prej? Zakaj nismo vzeli Hitlerja in ga naučili nekaj meditacij? Zakaj ne bi govorili s Stalinom in mu rekli, naj gre ven, naj diha noter in ven, pa ne bo usmrtil milijonov in milijonov ljudi. Zakaj ne greš govoriti z demokrati, z ljudmi, ki vodijo, Severno Korejo in jih vprašaš, zakaj ne meditirajo, da bi bil svet boljši? Ampak pozabi nanje. Kriminalci na tvoji ulici, tolpe, posiljevalci, vsi bi morali samo meditirati, ker dihanje bo rešilo vse. Veliko boljša samouprava kot zapori. Seveda. Mislim, naslednjič, ko bo tista punca doživela kaj takega, upam, da nikoli več, ampak če bo kdaj spet z nekom, ki je grozen, naj mu morda samo reče, naj vdihne in izdihne, pa se bo spomnil, da bi se moral obnašati bolje. Hvala za vaš čas, ki ste ga namenili tej zadevi.